Bratje in sestre, tudi v tem videu se želim posvetiti komentarju neverjetnih prerokb očeta Michaela Scanlana, o katerih govorimo v preteklih tednih. O tem, kako se odzvati na te prerokbe, kako jih vzeti zares in jih spraviti v svoje življenje. Rad bi se vrnil k delu ene od prerokb iz leta 1980, v kateri govori: moral se boš odločiti, katerim besedam želiš slediti in koga boš spoštoval. Če te odločitve nisi mogel sprejeti v času blagoslovov in darov, jo boš sprejel v času prečiščevanja. In potem pravi naprej: prišel bo ogenj, ki bo ogenj ljubezni, pa tudi ogenj prečiščenja. Ogenj bo gorel med vami in v njem bo zgorel ves plevel. Ta ogenj bo gorel med vami na individualni ravni, na poslovni ravni, v skupinah in po vsem svetu. Ne bom več prenašal stanja, kakršno je. Ne bom več prenašal prešuštnega mešanja darov, milosti, blagoslovov z nezvestobo in grehom, s prostitucijo. Zdaj morate priti pred me v popolni predanosti moji besedi in mojemu načrtu. V tej uri se moramo znebiti stvari iz preteklosti. Mislim, da tukaj govori o tem, ne samo o stvarih, tiste, ki jih mislimo, da jih imamo, pa tudi strukture, ki mislimo, da jih imamo, pač pa tudi napačno razmišljanje. Znebiti se moramo laži tega sveta, v katere smo začeli verjeti. In danes bi se rad še posebej posvetil temu. V luči te ure sodbe in prečiščevanja morate znati pogledati nase in na tiste, za katere ste odgovorni. Gospod torej pravi, da je to pomembno za nas same, še posebej pomembno pa je za tiste, ki jih imamo radi, za katere smo odgovorni, ki so nam zaupani v oskrbo, za tiste, ki jim skušamo služiti. Pomembno je, da se znebimo napačnega načina razmišljanja, da se znebimo napačnih idej, ki smo jih pobrali iz kulture, da se znebimo New Age duhovnosti, da se znebimo skeptičnega pristopa k svetemu pismu in da se znebimo načina, kako si sami izmišljamo svojo lastno verzijo vere, religije. Torej, tem ljudem moramo pomagati videti te stvari in pomagati ostati med zvestimi služabniki, ker pravi, dejansko bodo žrtve. Prerokba pravi, tu ne gre samo zate, za nas same, ampak za ljudi, ki jih imamo radi. Njim moramo pomagati videti stvari v luči večnosti. Njim moramo pomagati videti stvari v luči Božje besede, ker žrtve bodo. Tisti, ki ne gradijo svojih življenj na skali Božje besede, bodo odpihnili tokove kulture, korupcije, napačnega učenja, tudi napačnih prerokb. Zato moramo zaradi našega lastnega odrešenja, pa tudi zaradi odrešenja tistih, ki jih imamo radi, zares pozorno prislušniti pravemu Jezusu. Zato bi se danes rad ponovno posvetil tej temi odrešenja in resnici odrešenja. Ni namreč bolj pomembne teme od te, kaj moramo storiti za to, da bi bili rešeni. Koliko se moramo za to potruditi? Kaj nam Gospod govori o bitki, sredi katere se nahajamo? Govorimo o tem, da moramo obleči Kristusov in njegovo srce. Govorimo o tem, da vzamemo zares vsako besedo, ki prihaja iz njegovih ust, kajti človek ne živi samo od kruha, ki nam ga Bog Oče tako dobrodušno daje, pač pa od vsake besede, ki pride iz Božjih ust. Danes se bomo torej ozrli v Lukov evangelij, 13. poglavje, začenši v 22. vrstici. Ko je učil na poti v Jeruzalem, je šel skozi mesta in vasi. Tedaj mu nekdo rekel: Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili? To pa je zelo neposredno vprašanje, kaj ne?
Tudi sam bi ga z veseljem zastavil Jezusu in poslušal, kaj bi mi povedal v odgovor. Ampak Jezus ne ponudi številčnega odgovora. Ne da nam odstotka tistih, ki bodo rešeni ali pogubljeni. V bistvu nam ne da nobene številke. Prav tako pa ne reče, dajte se pomiriti, fantje, saj sem samo malo pretiraval, saj se spomnite, kakšne literarne forme uporabljamo mi, Judje, tukaj gre za neko hiperbolo. Ne, tudi tega ne reče. Kar reče, je zelo neposredno, zelo pomembno, zelo direktno in zelo važno, da to slišimo. Včasih ljudje, ko ne slišijo kakšnih neposrednih številk, mislijo, da niso slišali nič natančnega, ampak to, kar Jezus pravi, je zelo, zelo jasno. Pravi, prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata. Kaj ti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti, Gospod, odpri nam, pa vam bo odvrnil. Ne vem, od kod ste. Tedaj mu boste začeli govoriti, pred teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil. Toda rekel vam bo, ne vem, od kod ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico. Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. No, to je pa še ena šokantna Jezusova izjava. Ljudje mu pravijo, dej, Jezus, poslušaj, pa saj smo tvoji prijatelji, prišli smo na tvoje dogodke, s teboj smo se družili, skupaj smo jedli. Tudi mi katoličani imamo pogosto podobne domneve. Mislimo, saj sem katoličan, saj sem kakšnega irskega, španskega, italijanskega porekla. Saj veste, vedno sem bil katoličan. Včasih grem celo v cerkev in kophailo. Saj veš, Gospod, jaz sem s teboj. Ne želimo si biti v situaciji, ko bo Gospod rekel, to ni dovolj dobro. Morda si kdaj res prišel v cerkev, celo kophailo, vendar nisi bil pozoren, ko sem te prosil, da me narediš za središče svojega življenja. Ni ti bilo mar, ko sem ti povedal, kako se moraš s celim srcem vreči v to stvar, da bi se povezal z menoj na pravi način. In ni ti bilo mar, ko sem ti rekel, da se bodo v neki točki vrata zaprla. In ko se vrata zaprejo, je konec. Odločitev si že sprejel, že sprejela. Vedel si zame, tudi moj nauk ti je bil poznan, vendar z menoj nisi vstopil v odnos. Nisi verjel, nisi se pokoril in nisi prepoznal, kdo v resnici sem in kako pomembno je zate, da pozorno poslušaš in si poslušen temu, kar ti zapovem. V pismu Hebrejcev je neko mesto, kjer pravi, da je Jezus skozi svojo poslušnost postal vir odrešenja za vse, ki so poslušni njemu. Ne gre torej samo za to, da bi ga poslušali, pač pa mu moramo biti poslušni, moramo ga ubogati. Jezus nam pravi, da si moramo prizadevati, da bi vstopili skozi ozka vrata, kar bodo mnogi poskušali vstopiti, pa ne bodo mogli. Ne moreš kar predvidevati, da boš prišel v kraljestvo kar tako, da si v redu človek, da se, ne vem, primerjaš z serijskim morilcem in si rečeš, saj nisem tako slab kot je on. Ne, Jezus pravi, da se je treba za vstop v kraljestvo potruditi, da moraš vsak dan dvigniti svoj križ in iti za menoj, pravi Jezus. Moraš se biti pripravljen spreobrniti in tudi spremeniti svoje mišljenje glede napačnih prepričanj, ki si jih pridobil v življenju. Moraš se pokoriti in se obrniti proč od vsega, kar je resen greh v tvojem življenju. Naučiti se moraš, kako Jezusa napraviti za prvega življenja, prislušniti njegovi besedi, da bodo vse tvoje misli in dejanja v skladu z njegovo voljo. Saj vemo, na začetku se lahko odločimo prav
potem pa se oddaljimo od te odločitve, a ne? Zato nam, na primer, Gospod v knjigi Razodetja 60 let po svojem v nebohodno pravi: spreobrnimo se in se vrnimo k svoji prvotni ljubezni. Če se želimo torej zares smiselno odzvati na te preroške besede, ki nam jih daje Gospod, se moramo biti pripravljeni spreobrniti in se vrniti k prvotni ljubezni. Nekateri deli prerokbe govorijo o tem, da je Gospod izlival darove in blagoslove in da če se nismo odzvali z vso ljubeznijo, z vsega srca, če smo mlačni, če smo imeli vse te blagoslove za samoumevne, se moramo spreobrniti. Se moramo vrniti k svoji prvotni ljubezni. In grška beseda, ki jo naše svetopismo prevaja z prizadevajte si, je v svojem korenu enaka kot beseda agonija. Jezus nam v bistvu pravi: storite vse, kar morate, da bi vstopili v Božje kraljestvo. Ne veste, vemo, na drugem mestu pravi: če te desna roka pohujšuje, jo odreši, če te oko pohujšuje, ga izderi. Bolje, da prideš v kraljestvo brez roke ali očesa, kot pa da prideš z vsemi celimi udi v pekel. Skozi vse te svetopisemske vrstice nam Jezus zelo jasno govori, da pri tem življenju ne gre za neko igro. Tu ne gre za neko lažno zadevo, kjer vsi na koncu prejmejo medaljo. Gre za dragoceno Božjo ponudbo, ki je zapečatena s krvjo njegovega sina. Tako dragocena je ta ponudba, tako celovita, tako radodarna, tako sveta, tako neizmerno ljubeča. Gospod pa ne išče robotov, ne išče sužnjev. On išče našo ljubezen. Ponuja nam resnično in čudovito prijateljstvo s seboj, prijateljstvo z Bogom. Ponuja nam nekaj, o čemer apostol Peter v enem od svojih pisem govori o deležnosti v Božji naravi. Sodelujemo v Božji naravi. Mi, šibko meso in kri, darovana nam je večnost, večno življenje, ustajenje v slavi, blaženost in sreča brez konca. In vse, kar moramo storiti, je, da se spokorimo in verujemo, ter smo mu poslušni. In da molimo za vztrajnost, ki jo potrebujemo, da bi ostali Jezusu zvesti do konca. Tako, bratje in sestre, kjerkoli ste, v kakršnikoli situaciji, če se morate vrniti k svoji prvotni ljubezni, se vrnite. Če ste se vmes izgubili in niste izvrševali svojega dela, niste iskali Boga, njegove volje, niste molili, niste prebirali svetega pisma in vam ni bilo tudi mar za zveličenje drugih. Veste, če imamo svoje sinove, hčere resnično radi, pa tudi brate, sestre, sorodnike, prijatelje, sosede, če že molimo, na primer, za njih, da bi bili ozdravljeni bolezni, če molimo, da bi dobili dobre službe, je toliko bolj potrebno, da molimo za njihovo vero, za njihovo spreobrnenje, za spokorjenje, da molimo za njihovo večno zveličenje. Nanje se ozrimo z očmi, polnimi ljubezni, s kakršnimi jih ljubi tudi njihov oče. In tudi njih vabi, naj vstopijo skozi ozka vrata. In kaj so ta ozka vrata? Ta ozka vrata so ta ljubljeni sin, Jezus. Jezus, ki pravi: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz bom dal počitek vašim dušam, kajti moj jarem je sladek in moje breme je lahko. Lahko si odpočijete glavo na mojem srcu. Lahko mi zaupate. Zaupaj moje ljubezni, zaupaj moje čistosti, zaupaj moji moči, zaupaj moje modrosti in moje skrbi, ki jo imam zate in za tvoje odrešenje. Da bi se mu zares odzvali, da ne bi bili le seznanjeni z njegovim naukom, pač pa bi zares vstopili v odnos z njim. Da ne bi zgolj računali na njegovo milost, pač pa bi se odzvali njegovemu klicu za zavzeto vero in gorečnostjo. Amen.